Za podjetja, ki jim je branža fitness industrija, ni zdravje na prvem mestu, ampak biznis, sigurno. Ti misliš, da se ta fitness industrija, da se je malo izrodila, da je nekako zdravje v ozadje stopilo, a ti misliš, da je še zmeraj pač nekako, da temu ni tako, no, da je še zmeraj kao zdrav način življenja? Kakor za koga. Mislim, za podjetja, ki jim je branža fitness industrija, ni zdravje na prvem mestu, ampak biznis, sigurno. Drugač pa glede teh prehranskih dodatkov, pa koliko mislite, da jih jaz jemljem? Pa recimo, koliko? 2. Okej. Ja, mislim, Kreatin pa proteine mogoče. Proteine. Redno jemljem samo kreatin. Doma imam pač, trenutno imam doma proteine, ko jih dajem v kakšne ovsene ali pa ko jih ne pijem šojko, ali pa tega imam glih zato, da če delam kakšna peciva, pa to si dam noter. Pa občasno imam na nočni omarici magnezij, pa mogoče melatonin. Ampak to jemljem po potrebi, ker ostalo vse dobim s hrano. Tako da jaz ne jemljem, dobesedno redno jaz jemljem samo kreatin. Tudi s prehranskimi dodatki je pač žal tako sam itak full kvit tisti marketing. Okej, zdaj pa rabim to, da bi zdrav. Okej, tam pač, zakaj pa jaz ne rabim, je zato, ker vse dobim s hrano. Ker si doma ne delam meal prep, pa se dam vsa hranila, makrohranila, mikrohranila, vlaknine, pa se dam vse v hrano, pa ne rabim, a ne? Saj to pač, v bistvu, če imaš ti prehrano, kakor to urejeno, pa si malo posvetiš temu. To traja, ampak če imaš to urejen, niti ne rabiš, tako kot si ti rekla, ne rabiš kakšnih dopolnil.